upravljam svoje delo. Tole je moja recepcija, je sicer zelo majhna, ampak se da. Kakšne so naloge varnostnika? Naloge pod varnostnik imam v tem primeru oziroma na tem delovnem mestu, da napotim ljudi, v bistvu kamor morajo iti na tem sodišču, torej na različne oddelke do različnih ljudi. Kot drugo moram skrbeti seveda za varnost, kar pomeni tukajle okna zaprta, da kakšna voda ki ne pušča, seveda obhodi, ko se vse konča, zaprta okna, vrata, zaklenjeno vse. Tudi za varnost ljudi seveda skrbimo, kar je tukaj v bistvu dosti pomemben. Tlele imamo tudi rentgen, ker pregledujemo ljudi za obravnave in tako naprej. Tako da kar se tukaj delovnega mesta tiče, ne bi bilo to. Ni ne vem kako zahtevno, ker smo na zelo majhnem sodišču, ampak zna pa biti tudi zelo težko kdaj. Predvsem 10 ur tukaj zdržati. Ampak se da. Kakšne so pozitivne in kakšne so negativne lastnosti vašega poklica? Ja, negativno je največja zihar to, da moram tukaj 10 ur sedeti in preživljati čas, kakor si ga pač zrihta. Drugač pa ne si vsak čih ima v bistvu dobre pa slabe, ampak meni v bistvu je všeč zmer to, da ljudje pridejo tukaj, kad te vidijo, da je nek spoštovanje do tebe, ker vidijo pač, da si tukaj z razlogom, da varuješ njih, da varuješ lastnino, pač torej tega sodišča. Tako da v bistvu to mi daje dosti, pač te nekako moči, da v bistvu vse to zdržim. Drugač pa ja, je mogoče malo slabše, ker še del zunaj, je treba pa zunaj stati, na mrazu, na vročini. Drugač pa ni kriza, Ampak se pravim, dobra stvar je to, da ljudje te vidijo, da si tukaj z razlogom, da te spoštujejo in v bistvu to mi res dosti pomeni. Se pravi, v večini primerov vaš delovnik zgleda kot 10-urno sedenje? Trenutno, ker sem tukaj, ker pač opravljam receptorsko delo, ja, drugač na kakšen drugem objektu seveda je različno delo, Mi lahko poveste, zakaj vam je ta poklic všeč? Se kot pravim, v bistvu, ful mi pomeni to, da pač ljudje v tebi vidijo nekoga, v bistvu, ki jih bo varoval, oziroma ki varuje v bistvu ta objekt. Všeč mi je tudi zaradi tega, ker je tudi dosti nočnih izjem in manj čas zase, kar pomeni, da se lahko obadam z musko, lahko se obadam z računalnikom in tako naprej. Tako da je v bistvu dosti, pa če se znaš zamotati, da preživiš tisto noč oziroma tisti cel dan, v bistvu se da. Počneš stvari zase, tako da. Kaj bi sporočili nekomu, ki se zanima za poklic varnostnika? Ja, prvo, če se že odločite za to, morate res vedeti, oziroma vedeti, kako boste ta čas preživeli. Kot tukaj, ker sem v recepciji, ko imam res ful časa, je pač dober, nema neki brat ali kakorkoli, da cajt mine. Drugač pa kot sam poklic se pravim, dosti pomeni to, da pač veš, da si nekomu ob stran, da če bo kaj narobe, da boš lahko pomagal. In je v bistvu to tudi dosti velika zadovoljitev na koncu, ko to ti rad. Tako da, ne vem, je nekako tudi mogoče dobra pot za nadaljne poklic, mogoče policista tudi, ker v bistvu tudi dosti ljudi je šlo ali iz varnosti v policijo oziroma obratno. Tako da ja, pač mi je všeč. Večina pogovorov se seveda konča pri denarju. Pa mi povejte, se da z plačo varnostnika normalno oziroma dostojno živeti? Rekel bom tako, če je ur na mesec, toliko, kakor pravi zakon, da ne bi bilo, kakor treba, to težko, Ampak s kakšno naduro, s kakšno nočno več, mogoče kakšnim izrednim varovanjem, se da. Hvala lepa za tale kratek pogovor in srečno.